Torej, dobrodošli, lep večerni pozdrav vsem vam, drage gledalke in gledalci. In torej, dobrodošli v Popotniškem stepu oziroma v 6. sezoni našega popotniškega druženja, naše popotniške oddaje. Torej, z vami sem moderator Tijan Nipič, tukaj skupaj s partnerko, ki bomo danes tudi gosta oddaje in predstavila nadaljevanje najinega popotovanja po ameriškem Midwestu. Torej, na kratko, Popotniški snap je en izmed projektov Popotniškega združenja Slovenije, ki dejansko za vas predstavlja te bogate zgodbe prostovoljnih popotniških novinarjev, ki svoje prispevke na svete za potovanja in utrinke s potovanj objavljajo v spletnem časopisu Globetrotter, katerega ste vabljeni prebrati na spletni strani Popotniškega združenja. Prav tako, če sami želite, lahko tudi sami kakšen prispevek pošljete in vstopite v sodelovanje s Popotniškim združenjem kot prostovoljni novinar. Da ne bom predolg, torej, kot sem povedal, oddaja organizira Popotniško združenje Slovenije v partnerstvu z Mladinsko-kulturnim centrom Maribor. In danes se odvija premierno prvi del 6. sezone, ki ga bomo obarvali, torej, lahko rečemo, v preriski pokrajini Amerike. Podali se bomo od ceste 66 oziroma Route 66 do Abrahama Lincolna in nazaj do Chicaga, ter vse, kar je bilo na tej poti, torej za doživeti. Da pa ne bom predolg, lahko kar začnemo s temi fotografijami, ki bodo povedale več kot dovolj besed samo po sebi. Torej, evo, tako se začenjam drugi del predavanja. Mogoče za začetek ponovimo, kako je najna pot izgledala. Tukaj bom besedo prepustil torej Teji, ki bo še enkrat predstavila, kaj smo obiskali oziroma kje smo nazadnje ostali. Torej, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Vesela sem, da se spet družimo in da vam imamo priložnost predstaviti še drugi del najinega potovanja. Torej, v prejšnji epizodi smo se od Chicaga podali vse do Detroita, Toleda in v Cleveland. Danes pa nadaljujemo z najnim popotovanjem v Columbus, potem Indianapolis, St. Louis, Springfield, Pontiac, nazaj v Chicago in še v Milwaukee. Ja, tu sva že zadnjič predstavila najino potovanje v številkah. In tudi na tej poti od Clevelanda nazaj proti Chicagu so uporabljala javni prevoz in nabirala nove kilometre. Bolj borila dejansko s premagovanjem razdalje, seveda, ker je z javnim prevozom, kot smo povedali, v Ameriki tudi svoja odisejada na nek način. Tako da, evo, mogoče kar s Columbusom, glavnim mestom Ohio, torej Columbus po podatkih velja za glavno in največje mesto zvezne države Ohio. Drugače ne bi imelo mesto kot samo približno 800,000 prebivalcev in več, širše metropolitansko pa tudi 1,8 milijona ljudi. Tako da je pomembno izobraževalno središče, tudi ena največjih univerz v Ameriki se ravno nahaja tukaj, in te se reče Ohio State University. In tukaj ta namen tudi kot prve trinke z mesta, je tudi ta Discovery Park, ki se nahaja na robu tega Discovery distrikta, sosedske, kjer je veliko teh koledžev, knjižnic, tudi umetniških institucij. In ta je ravno namenjen kot neka zapuščina pedagogom, intelektualcem, izobražencem, profesorjem, kakorkoli. In ima prav svoj spominski park, svojo, lahko rečem, takšno skulpturo, ki se dejansko njihov pomen v družbi izpostavlja, kar je bilo zelo zanimivo, pa smo tudi želeli izpostaviti. Ja, dejansko piše gor na spomeniku, da je to namenjeno najpomembnejšim članom družbe, torej učiteljem, kar se nam je zdelo tako zelo pomembno, da tudi njih na nek način ovekovečimo. Tako je. Nadaljujemo nekaj fotografij z teh stolpnic, ki se kako izgleda. Nekatere ima tudi svojo številko od zunaj, na strehi. Tudi ta leva je federalna stavba. Tako da, evo, tu pa smo tudi dala, ker smo bila mi v Columbusu 11. septembra. Zdaj pa vemo, da 11. septembra je torej obletnica te tragedije, ki se zgodila v New Yorku. In smo to prikazali, kako so v spomin te postavljene te zastavnice pred Kapitolom, tem
to vladno hijo, kak je ta parlamentum, Ja. čave, pa je. In vsaka zastavica je bila za eno žrtev, ne, v tistem napadu. Ja, prav na takšen, takšen obeležen. Pa verjetno to praksa tudi po celotnih Združenih državah Amerike. Tako da, ta dan so tudi vse zastave, ne, na drugih do polovice svoje višine, ne, postavljene kot. Ja. Tukaj pa še primerno teh federalnih stopnj, sodišče in tako naprej. Fotografij. To je tako zelo znana skulptura tega sodniškega kladivca, ki je bilo do takrat, ko so ga naredili, največje na svetu. Zdaj ga je sicer eno drugo kladivo v drugem ameriškem mestu prehitelo, ampak je eno izmed največjih in res tak. Lepo ponazarja to, kaj ta stavba v ozadju, torej to državno sodišče Ohaja predstavlja. Drugače pa, kot tako sodobno razvijajoče se mesto, ima temu primerno urejene tudi parkovne površine, ne? In zgleda res skozi neke ameriške serije ali pa nasploh kot spravljice, no? Urejeno od angleška travica, in to je s tem parku se že s Kyoto imel, ne? To je tako celo območje, no, parkovnih površin ob reki, mislim, da je reka Skija, s Kyoto se reče reki, no, same reke, in tudi veliko kolesarskih, tekaških poti in tako naprej. Pa na poti smo videli tudi veliko teh, tako še zgleda panorama mesta, in veliko teh skulptur, ne. Ja, mi da so temu rekla, da je Božiček tu pozabil svoje jelene, ker je res veliko teh jelenov po mestu na različnih pozicijah in na različnih mestih postavljenih, in potem sem jaz šla malo raziskovati, ne, zakaj ravno jeleni, zakaj ni neka druga žival ali to, kaj je vezano, mislim, kak poseben pomen. In sem ugotovila, da reka Skjoto, ne, mislim, beseda Skjoto v jeziku ameriških indijancev pomeni hairy water, torej dlakasta voda. In iz te izkušnje, ki so oni imeli, da so v tej reki našli veliko dlak od jelenov in srn, je potem se ta umetnik odločil, da po tej reki naredi še te skulpture jelenov, ki jih je v bistvu počlovečil s temi pozami. In ponadaljujemo takoj do kulinarike. To je ena tržnica, no, North Market, kar znala še tržnica v Kolumbusu. To smo že v potopisu po Veliki Britaniji, no, predstavljati te tip tržnic, ne, ko na koncu lahko po sprehodu med temi stojnicami oziroma kioski s hrano, no. Tukaj so tudi bili taki butiki za spominke in tako naprej, no. Od zgoraj so pa dejansko prostori za hrano, torej za to, da lahko tukaj poješ, kar si nakupil, ne, in uživaš v pogledu na vrvež na tržnici, ne. Ampak je vseeno v Ameriki vse bolj komercializirano, tudi znatno dražje, kot smo mi to doživela v Veliki Britaniji. Kasneje bomo še prikazala tržnico v Milwaukeeju, ne, kako tam izgleda. Sta si pa tukaj privoščila ameriški sladoled, no, zakaj ga sploh omenjamo, ne samo kot nek oddih, no, po napornih prehojenih kilometrih, ampak to je sladoled verige, mislim, da se reče Jenny's Splendid Ice Cream, ne, če se ne motim. To je dejansko veriga hitre prehrane. Tako so verige hitre prehrane, to je veriga, ki ponuja sladolede, ne. In ima tudi sedež ravno v Kolumbusu. In smo si dejansko privoščili ta sladoleda po 2 kepici vsak in smo dali, mislim, da več kot $16, ne. Če se ne motim, tako da sladoled je tudi tam bolj luksuzna dobrina, kot pa nekaj vsakdanje dostopnega. Je pa tudi drugačna tekstura sladoleda, ne. Oni imajo tudi radi ta frozen custard in to vse podobno med sabo. To je bolj, ni tako kremast, pa ne dobi se tako kot pri nas, ne. Bolj gost je neka vrsta tak. Ja, dejansko. Bolj gostno. In kljub temu, da to ni zdaj, rečemo, neki kulinarični presežek, ko se pa samo tam ponuja, je svoja dimenzija nečesa, kar mi pri nas uživamo. No? In na ta način bomo poskušali tudi več teh kulinaričnih posebnosti tudi iz Midwesta skozi to predavanje predstaviti, tako da bo še kar veliko slik hrane, ne? Da bo gledala več kot neka foodija. In potem se selimo k drugemu mestu na najni poti, torej potem smo se pa odpravili v Indiano, državo Indiano, no? Indianapolis. Evo. Prvi pogled, no, Indianapolis, zdajvek Indi, je tudi približno enake velikosti po številu prebivalcev kot Kolumbus. Je pa zanimivo, ker to mesto se zelo odpira turizmu, oziroma zelo daje pomen turizmu, ne? Veliko konference tu organizira, športnih prireditev in med najbolj znanimi, verjetno ste že slišali, je ravno Indy 500 oziroma Indianapolis 500, ta znamenita dirka, ne? Avtomobilska dirka,
med letoma 1950 in 1960 je bila tudi v sklopu prvenstva pač Formula 1, zdaj pa samo je v sklopu prvenstva ameriškega IndyCar Series. Tako da ja, nismo imeli priložnosti, nismo imeli niti časa, da si ogledamo to. Ja, v bistvu sem mogla nekako izbirati, ali si bo gledala mesto, ali greva pogledati dirkališče, pa še da so ga nekako renovirali, ali nekaj, da ne bi imela čist pogleda na progo in se rekla, da raje izkoristiva za mesto, kot pa. Čeprav bi tudi tisto bilo vredno gledane. Ja, muzej mislim, da je bil takrat zaprt, pa tudi mislim, da več kot skoraj dobro ure je bilo vožnje, ne z avtobusom, da bi prišla kar na obrobje mesta. Ampak drugače tako Columbus, Indianapolis tudi v bistvu, ker ni zato neko zelo zgodovinsko mesto v smislu, ne vem koliko elementov zgodovine je, vseeno si mogoče v bistvu mesta pogledati v enem dnevu, ne? Tako smo tudi Columbus v enem dnevu in Indianapolis v svojem dnevu pogledala. In tukaj, ja, kaj na tej sliki, ne? Središču mesta se nahaja en zgodovinski distrikt, ki se mu reče Monument Circle and Washington Street, tudi zavarovan, in tukaj so ti znameniti Art Deco stolpi v arhitekturnem stilu Art Deco. To so, da ponovim na kratko, ta arhitekturni stil ne bi predstavljal elemente razkošja, glamura, ne? Pa ker se to razvil v prvi polovici 20. stoletja, med 1920 in 1940, bolj natančno, prikazuje tudi neko optimizem po vojnem obdobju, ne? Neko tehnološko in družbeno rast, ne? Nekaj, v kar so ljudje verjeli. In zato tudi take motive predstavljajo za nek prehod v družbi. In motivi so bili večinoma z antike, pa tudi prej, tudi od Egipčanov. Lahko vidite, to je vhod v en izmed teh stolpov na tem Monument Circle. In kot smo že zdaj imeli, ti vhodi so zelo zanimivi, pa zelo lepo ornamentirani. In tukaj lahko vidite egipčanske motive, ne, v sredi Indianapolisa na tak način. Ampak ta vrata so tudi zelo slikana, ene zelo slikanih stvari, no, ravno v Indianapolisu. Ampak tako zanimivo, no, kako so z arhitekturnim stilom ravno takšne motive pri nebotišnikih uporabljali. In ta levi stolp, to je središče tega Monument Circle, od zadaj pa je stolp Salesforce Tower, ne, stolp, ki pa naj bi bil najvišja stavba v Indijani. Ampak ta spomenik na levi sliki je v bistvu namenjen, reče se mu Soldiers and Sailors Monument, in je v spomin vseh vojakov, članov mornarice in vsem mornarjem, ki so se v katerikoli vojni v bistvu borili za Ameriko in za svobodo na nek način. Je pa dosti teh vojnih, v Indianapolisu se mi je sploh zdelo, da je veliko teh vojnih spomenikov, pa nisem čistočno prepričana, zakaj. Ja, smo ugotavljali, da Indianapolis je zelo poznano ravno po številu spomenikov, sploh tudi ameriški vojski, no, pa vojakom, in to je na primer naslednji, ne, temu se reče Indiana World War Memorial Plaza, ne, in ne bi bil prvo namenjen kot taki memorialni prostor, ne, za veterane s prve svetovne vojne. Kasneje pa tudi bil še dodelan in lahko vidite, da vas spominja verjetno na Washington DC, ne, na ta park, kjer se tudi na koncu nahaja Kapitol in na drugi strani je Bela hiša, pa seveda Smithsonian muzej, muzejski kompleks in tako naprej, ne. Tako da je to dejansko potem oziroma podobno zgrajeno. Dejansko je, mislim, da Indianapolis med prvimi tremi, če ne, mesti z največ spomeniki, ravno, ne, ameriški vojski in tako naprej, in vsem s tem povezanim, no, lahko rečemo, dogodkom v zgodovini Amerike. V tisti stavbi, kaj je bila na prejšnjem slajdu, torej ta War Memorial Plaza, tu noter je še muzej posvečen vsem tem ameriškim vojnam. In to je res zelo velik kompleks, od te strani se mogoče ne vidi, kako zares ogromna stavba je to. Pa na tem obelisku, ne, ki smo ga pa videli na naslednjem slajdu, pa sem prebrala, da so spodaj take 4 plošče, tako okoli tega obeliska, in ena predstavlja pravo oziroma zakone, druga znanost, tretja vero, četrta pa izobrazbo oziroma izobraževanje, in to naj bi bili neke vrste temelji države. To je lahko rečemo zelo patriotsko mesto, na nek način. Pa tudi se sediče Midwesta, no, znotraj Midwesta, mislim. Tako da, ja. In tu še je ena ta pot, ki so naredili ob tej, skozi pač obi Indianapolisu teče reka White, Bela reka, dobrih 500 km dolga.
No, in so tudi uredili v tem delu mesta takšno kulturna pot, čeprav jaz nisem videl toliko kulturnih stvari, razno nekaj moralov po poti, in tako naprej, pa tudi še tako komercializirano, ko ni več po najnem okusu, oziroma verjetno po okusu raznih popotnikov, recimo, da imaš tudi možnost najeti tega flaminga v obliki čolna in se tudi popeljati, je malo tako. Na nek način je to več neka pristna izkušnja in ne pristna, oziroma neka prevelika komercializacija, ne? Pa ne autentičnost, oziroma ne pristnost. Pa še ta spet federalni del. Ja, in tam na tej desni sliki je v ozadju, tukaj renovirajo, je v bistvu ta njihov parlament. Ja, države Indijana. Sam iz druge strani je dosti bolj grandiozen, mi da so ga zdaj iz zadnje strani slikala. Ja, pa tukaj je tudi ta spomenik žarnice, ne? Pa v bližini pa spomenik Nikoli Tesla, ne? Nikoli Tesli. Tako da tudi zanimivo. Evo, je spet neka kulinarična posebnost, posebej Indianapolisa in Indijane. Temu rečejo v angliščini, torej pork tenderloin, oziroma dejansko semič svinsko ribico. In ga na tak način postrežejo. Lahko dobimo poleg za prilogo, je bila v tem pubu baru, ali taka mrzlasta solata, ali pa dejansko čips. In to za njih neka posebnost, mislim, način je, kako pripravijo, kako pač to postrežejo. To je neka posebnost značilna, ravno priljubljena jed na Midwestu, ta semič, in tukaj smo si ga privoščili dejansko. In ja, konkretno obrok za dobrih $30 za oba dva, če se ne motim, ne? Mogoče celo malo manj. Ja. Ampak ta velikost zreska veliko enkrat presegati velikost tega sendviča. Ja. Ampak daj še malo nazaj, da ja, v takem pubu so ga pa potem pojedla, ko so številni Američani prišli, da si bojo gledali neke športne dogodke, tekme so imeli tu enih 5 televizij verjetno noter. Je bilo res tako prijetno vzdušje, pa zelo prijazno. Ja, navijaško, ampak ni šlo predaleč, kasneje se res napolnilo, no? Ja. Pa še od zunaj je bilo, tisto pokrit del, jih večina zdelo, ampak je bilo tako prijetno vzdušje, taki vrvež mestni, da se vidi, da se dejansko živi v tem mestu tudi, ker napram Toledo, kjer smo bila, ne, ko smo v teh prejšnjem delu predstavljali, kot da je bilo mesto duhov, oziroma kot da se nič ne dogaja prostočasnega. Razen dejansko, da vsi poslovni ljudje odhajajo v te stolpnice na delo in to. Ostalo pa pač v tem mestu ne obstaja, kot pa samo delo v pisarni. In pol smo se odpravili do St. Louisa, ne. Torej, lahko rečem nekaj čistega od Columbusa, oziroma od Clevelanda do St. Louisa se nam je tako pričakovali oziroma izboljševala izkušnja. St. Louis je bil pa res presežek, oziroma še po mojem smo bila bolj zadovoljna s tem mestom, kot pa s tistimi predhodnimi, ne, do vsem. Imamo tako počasno napredovanje do res enega bolj posebnega mesta. In kaj vidite na sliki? To je ta Gateway Arch, to je največji lok na svetu, 192 metrov visok lok iz največjega jekla. In kaj predstavlja? Dejansko predstavlja vstop, ne? Oziroma ob St. Louisu teče reka Mississippi, torej, to je skupaj z reko Missouri, je to najdaljši veletok v Severni Ameriki. In samo reka Mississippi ima preko 3000 km, mislim, 3778, sem si zapisal toliko, da prav podatek povem. In tukaj se tudi pri St. Louisu tudi te reki, torej Missouri je pritok reke Mississippi, ne, in ta namen je tudi nek prehod, ne, z enega dela tega kontinenta na drugi del, ne, in to predstavlja ta Gateway Arch, če se ne motim, ne. In tukaj tudi vodi dvigalo na vrh tega loka, ampak mi, da smo že bilo prepozno, da bi se lahko privoščila vožnjo gorno. Spodaj pa tudi in ta del ob reki, ki pač je dejansko neki mali park, je dejansko nacionalni park Gateway Arch, ne? Tako da je zavarovano območje. Pa na sliki mogoče zgleda, kot da je to zelo ozka zadeva, ne? Da je to zelo ozek lok, v resnici pa gre tam noter, po moje, 2 gondoli, ki peljeta naenkrat lahko enih 30, okoli 30 ljudi na vrh. Na vrhu je taka razgledna ploščad. Ne vem, če se vidi, ampak tu čisto na vrhu so take črne pikice. Tu so ta okna, skozi katera lahko potem gledaš ti ven na mesto in na ta razgled se ti odpre. In v tistem času je pač, ko so to zgradili, ne vem, leta 1965 je bil to taki inženirski presežek in dosežek, čemur je tudi pač ta muzej posvečen, da ti lahko vidiš, kako so oni to sploh zasnovali in zgradili takrat. In zdaj, če nadaljujemo, mi so
prispela na avtobusno postajo v bližini te znamenite Union Station, ne, stare železniške postaje, ki danes predstavlja pomemben hotel. Ne, Union Station hotel. To je dansko hotel in to je nekoč velika železniška postaja. Ta druga stran te železniške postaje, ta velika hala, kamor so vlaki nekoč zapeljali, pa danes odprt akvarij. Brez stopnine, pa tudi mislim, da znotraj še zabaviščni park, ne, za otroke prilagojen. Tako da je kar spremenilo svojo namembnost, oziroma ta zgradba. Tukaj smo tudi naslednji dan, ko smo čakali zamudo vlaka, ne, na bližnji majhni postaji, ki danes šteje kot glavna postaja v St. Louisu, ne, so tukaj pač na ležalniku, pač dejansko na javni površini, ki je bila pač odprta, brez kakšenkoli stopnine, karkoli, uživala, ne, in čakala prevoz pa malicala, oziroma si pripravila zajtrk, ne, z nahrbnika. Ja, tu sem opazila ta trend, da so te velike železniške postaje dejansko zmanjšali, da so zaprli te velike komplekse in naredili manjše. Na tem sem videla res nekako presenečena, tega nikjer drugje nisem videla, ker v Evropi, recimo, ko sem potovala z vlaki, so bile vse evropske železniške postaje velike, impozantne, neki arhitekturni presežek, že same po sebi. Tukaj v Ameriki pa so opazila trend, da so pač te velike postaje začeli zapirati in odpirati manjše, ki niso bile v bistvu nič posebnega. Kot da se na nek način zmanjšal obseg potnikov, ne, ki potujejo z železnicami, ampak dejansko to pripišemo, ne, razvoju nizkocenovnih letalskih modelov, če koncu pač v sredini prejšnjega stoletja, pa tudi ne, vlaganju v avtoceste in tako naprej. Ne. Tako da umetno ima kaj tudi povezave s tem, ampak nasplošno zanimivo. Vsako predstavljate, kako velika železniška postaja, pa to nekoč na fotografijo. Ne. In potem smo se podali po mestu, veliko teh spet federalnih stavb, ne, ta federalni tip arhitekture, masovna, taka brutalna, no, arhitektura, tako res po neki trezori, ne, torej Federal Reserves, pa pošta, pa druge administrativne institucije in tako naprej. In tako naprej, no. To pa je še v državi Missouri, drugače, ne, St. Louis, zato tudi ta grb državi Missouri, ne, na zgodnji sliki. In pa še nekaj najenih nakupov, spominko v St. Louis. Evo, in tak si pogled z tega Old Courthouse na ta Gateway Arch v ozadju. Res zgleda, kot da se ne vidi robov, kot da je res neki Photoshop. Oddalec se vidi, kot da je nekdo vstavil ta lok dejansko v tvojo perspektivo, skozi katero gledaš. Ne. Kot da samo po sebi ne more to tam stati. To je tak simbol St. Louis, ne, potem je znamo to mesto. Ja, tako zgleda, če tudi odblizu. Ja, tu je vhod v muzej v bistvu s podzemljo. Ampak zelo nama je žal, da nisem mogla iti gor z gondolo, ne, ker sem bila prepozna. Ampak muzej pa sem si vseeno ogledala, ker je brezplačen in zelo velik in interaktiven in polno vsega se dogaja, tako da se to tudi splača, čeprav. Ja. Več o tem nastanku predstavi, pa nasploh tem nastanem parku, no, je res posebej brezplačen, čeprav je vožnjak, mislim, da je drago, $20, motim približno. Pa muzej, zato se vse muzej splačajo gledati, no, pa tudi kar obiskan, tako da ja. Tu še malo geografskega pogledati, to smo to informativno tablo dalo, ne? To, ko vidite Mississippi reko, pa pritok Missouri, pa kasneje se še Ohio River priključi, pa Arkansas, ja, pa Illinois, s katero se reka Chicago izliva, pa, no, oziroma se preimenuje, no, in še se Illinois izliva, tako da ta vele tok reke Mississippi, no, to je res največji, skupaj z Missouri, ta največji vele tok Severne Amerike, ne? Pa tudi tukaj piše, no, da ta reka Mississippi je z vodno zalogo res vplivala na razvoj več kot 50 mest, ne, po poti, tako da ja. So tudi v prejšnjem delu omenila, ne, da ko so spremenili tok reke Chicago, so lahko rečemo deponijo čikaške industrije poslali nazaj po reki Mississippi dol v ta mesta. Tako da vsa ta mesta, vsi prebivalci niso bili zadovoljni po Chicagom, ne. Ampak tisti v Chicago so pa bili. Razen tisti v Chicago. In evo, še drugi simbol St. Louis, to pa je Chuck Berry. Evo, na kratko o Chuck Berryju, verjetno ste že slišali za njega. Rečemo ti oče rock'n'rolla, on je nekako predil te ritme, pač elemente torej glasbenega zvrsti ritma in bluesa in ustvarjal neke temelje za rock'n'roll, ne, in ga tako tudi zato imenujejo oče rock'n'rolla. In tukaj zgoraj na desni sliki lahko vidite to ta Blueberry Hill, to je ima veliko nastopov, no, skozi celo življenje
In to se nahaja v takem sosedski Delmar Loop, ki je taka živahna sosedska, kamor se splača verjetno iti izkusiti to večerni vrvež, ne, glasbe. Znano je tudi potem, ker tukaj ima St. Louis svoj Walk of Fame, ne, te zvezde na pločnikih, ne, med katerimi so tudi Scott Joplin, če se ne motim, pa Tina Turner, pa številni drugi. Ne. Tako da ja, če pa kaj povemo še kaj malega o Chucku Berryju, ne, ki smo se naučila, poleg tega, da ima veliko slavnih skladb, je ena posebna njegova skladba, mislim, komad, lahko rečem kar, no, Johnny B. Good, ki je pa dejansko bil z nekaterimi izbranimi glasbenimi deli nameščen na pozlačeno bakreno to gramofonsko ploščo, ki je bila pritrjena na vesoljsko plovilo Voyager 1 in poslana v vesolje, z namenom, da bi pač druge civilizacije, ki bi naletele na to sondo, ne, lahko spoznale kulturo planeta Zemlje v 20. stoletju. Ne. Tako da že takrat je bil takšen pomen pred ta zvrst glasbe, oziroma njegovo delo, tak pomemben predstavnik kulture 20. stoletja na splošno, ne. Tako da ja, tukaj se je rodila ta legenda, no, v tem, in to dejansko njegovo sosedsko, na njegovo mesto tudi stran se nahaja še njegova resna hiša, ampak tega nismo imeli časa iskati. Ne. So pa dobro preposlušala vse njegove skladbe na dolgih vožnjah s avtobusi. Točno tako smo se pripravila in pol, da smo dejansko te spomine konsolidirala. Aha, ja, to so te Walk of Fame. Evo, in tukaj pa smo se prav, lahko rečemo, južneje od tega Gateway Archa podala potki in se prišla v ta, ja, to je tak industrijski del, ne, lahko vidimo, evo, industrijski del teh mest, ne, da ni samo blišč, glamour, vse urejeno, tipi-topi, ne, vse državno, take masovne, vidimo tudi, ne, ja, to, ki deluje dejansko pozapuščeno, podelujoče in tako naprej, ne. Tu vidimo te razbita okna, no, to teorijo za razbitih okna, da ne bi, če se sproti ne ureja, da ne bi privabilo še več vandalizma in tako naprej, ne. Tako da ja, ampak to je res streljaj stran od samega centra, ni to, ne vem kako daleč pred mestje, ne. Tako da to je pa druga plat ameriških mest, ki tudi videti, no, to, kako rečem, industrijo, no. Zdaj pa še nekaj kulinaričnih posebnosti, kar ti predstaviš to. Vedno preden sva šla v katero teh mest, sva raziskala, katere jedi so tam značilne oziroma katere jedi tam izvirajo, da si bom to privoščila in na pravem mestu, v pravem času. In tu sva si najprej za zajtrk oziroma, ja, takoj, ko sva prišla v mesto, sva šla na tortico, ki se reče Gooey Butter Cake. Zelo je podobna browniju. Ta levo spodaj je originalna, mislim, klasična verzija, ta zgornja pa je s čokolado. Zgleda pa nič posebnega, ne? Ja, ampak je zelo okusno, tak bogati okus, polno masla verjetno noter in sladkorja, ampak zelo dobro. Taka značilna tortica, ne, za St. Louis pa je. Pa še, ja, to pa je, lahko rečem, destinacijska veriga hitre hrane, oziroma Imus Pizza, ki pa je dejansko veriga pač teh pic, no, prehrambena veriga v St. Louisu, no. Mislim, da ima nekaj teh, ja, enotno, kako ne rečem drugače. Poslovalnice. In no, vseeno smo šla poskusiti to ameriško pico na tak način. Bila okusna, s tanko skorjo, no. Ampak ja, všeč mi je bila ta škatla, ne, ko prikazuje to, ta St. Louis, ne, pa kak je ta, to ne bi bila, se ta marketinško, originalna pica St. Louisa. Vsako mesto ima svoj vrsto pice. Za Chicago razumem, da ima tisto deep dish pica, ne, ki je res neka posebno, zato ker je res ne, globoka, oziroma to je kot pita, ne, na nek način. Ampak ostale pice pa pol so, oziroma ostali kraj so tudi hoteli imeti svoj stil pice, ki so pač dejansko na nek način nek mali spremembo naredili, oziroma si na nek drugačen način jo začeli delati, no, in so poimenovali to pa za njihova specialiteta, ne. Ampak ni bila narezana na trikotnike, je bila narezana na kvadratke. Ja, verjetno ima to ta posebnost. Ampak ja, tak tipični ta dih Amerike, ne. In pol lahko nadaljujemo kar glavno mesto Illinoisa. Ja, naslednje mesto, v katero sem prišla, je bil Springfield.
temu mestu reče tudi Land of Lincoln, oziroma dežela Lincolna, Abrahama Lincolna, bivšega ameriškega predsednika, ki je velik pečat pustil v tem mestu, saj je v njem dolgo časa živel, rodil se ni tukaj, je pa tu pokopan. Tu je živel s svojo ženo in 4 otroki, imel je tudi svojo odvetniško pisarno tu, in v bistvu se celo mesto temelji samo na tem, da je Abraham Lincoln bil tukaj in tu živel. Sem pa prišla... No, povej. Nekaj pove, smisli. Je hotela se reči, da sem prišla z vlakom, tako kot je tudi Abrahama Lincolna, takrat, ko je umrl, so ga z vlakom pripeljali nazaj v Springfield. In najna izkušnja s temi ameriškimi vlaki se ni ravno najboljše začela, zato ker je vlak imel več kot 2 uri pa pol zamude. Čakala sva res kot nora na ta vlak, vsakih 2 minuti so posodabljali, da se zamuda podaljšuje in nikjer ni bilo pravega razloga, zakaj, oziroma neki ta orkan, ali kaj naj bi uporabljal te železniške povezave. Bil je bila linija teksta star, ne? Ja. Če se ne motim, tam sem sklepal, da je prišel zelo oddaleč ta vlak, ne? In se razumljivo, verjetno tudi ta posledica tega orkana takrat poznala, ne? Če bo tudi iz daljnega juga prišel ta vlak, ampak nisem vedela, kaj je bil razlog, ampak dobro. Saj prišla smo pol Springfield, sem imela dovolj časa, da sem si ga lahko gledala. In tako si prej povedala, ne? Ja, povej. No, hvala sem še reči, da so ti ameriški vlaki veliko bolj, zelo udobni, zelo prostorni, ful široki, taki veliki usnjeni sedeži, vsak ima dosti prostora za sedeti in ne morajo se ravno primerjati s temi slovenskimi starimi vlaki. No, ampak ja, drugače pa tudi nisem, ne vem, kako odznotraj kaj posebnega, no, da bi rekli, da so zdaj, ne vem, res razkošni vlaki. Pa čest prostora za noge je več kot, ne pa so dvonastropni, ampak so tak kar starinski znotraj, kot naši res oni najstarejši vlaki skupaj, ne. Ampak to bi samo ta vlak, ko smo ga mi da vzela, no se verjetno še ni to edina vrsta. Drugače pa, ko smo govorili od Abrahama Lincolna, dejansko cela identiteta mesta na podlagi njega zgrajena, ne. Vsaka pomembna stvar oziroma pomembna zgradba je dejansko z njim povezana, je to njegova knjižnica oziroma knjižnica, ki se po njem imenuje, je to bivši parlament oziroma novi parlament, je to njegova bivša pisarna, je njegov dom in tisoč in en kip Abrahama v različnih pozicijah je tukaj, ne, predstavljam. Prvi ste videli, ko mu dejansko žena popravlja ta mantelc, ne. Tukaj sedi v glavnem, res takoj veš, kje si, no, oziroma tudi te informativne table, ki imajo pač gore naslov Looking for Lincoln, ne, zgleda kot neka tematska pot, no, po krajih, kjer je pač on imel vlogo ali bil povezan s temi kraji. Na koncu pa je videno, da je pač lahko pogledate na spletu in dejansko so te lokacije po celi državi Illinois razvrščene, ne, tako da ni samo v Springfieldu, tudi v Pontiacu in tako naprej, kjer vse je on bil dejansko povezan s tem krajem, kjer vse govoril in tako naprej. In evo, kaj je to na sliki? To je zelo pomemben kraj, zgodovinsko pomemben kraj. Tukaj je Abraham Lincoln, ne? Na kratko, mi smo še povedali, da je on dejansko 16. predsednik Združenih držav Amerike bil. Mi poznam tisti, ki je pač dejansko rešil ljudi, oziroma poskrbel za osvoboditev zasluženih ljudi v ZDA, ne? To mu podpisujejo kot njegovim dosegom, ne? In ima tako izjemno življenjsko zgodbo, ne? Iz teh bogih korenin, preprostih korenin, se je pospel in potem prišel do tega dramatičnega konca, smrti, ne? Atentata na njega, ki je tudi vplival verjetno, da še bolj zaslovel, pa poleg seveda njega pomembne zgodovinske vloge. In v tej stavbi je on imel leta 1858 ta znameniti govor, House Divided Speech, torej iz njega ta rek, ne? Torej, a house divided against itself cannot stand, ne? Torej, da hiša razdeljena samo po sebi ne more stati, no, to je dejansko tukaj povedal v svojem dolgem govoru in danes je to zelo, zelo znan, ne? Pač zgodovinski trenutek. Tako da ja, če se zavedaš tega pomena, pa če se dejansko pri zgodovini to dobro obravnava, ne, dobiš tukaj kocine po konci. To je to stari Kapitol, no. Še pa je novi, ki pa je še zelo večji in bolj, kako bi rekel, impozantno stavba, no, ker bom tudi kasneje pokazala. Je pa ta stari Kapitol povezan še z enim ameriškim predsednikom, sicer Barack Obama je tu leta 2007 napovedal svojo kandidaturo za predsedniško bitko, ravno na istem mestu, kot je ta Abraham Lincoln govor za odpravo suženjstva. Pa mislim, da glih tudi kontekst, v katerem zdaj razlagamo ravno v teh zgodbah zgodovinskih predsedovanja v ZDA, no, na mesto bolj
Ja, tukaj pa je stavba, kjer ima dejansko Abraham Lincoln pisarno. Tukaj je tudi napisal to inauguracijski govor, ko je postal predsednik Amerike, Združenih držav Amerike. Tako da ja, na vsakem koraku je ali neka tabla, plaketa, karkoli, kip, spomenik, informativna tabla, zgradba, ki ima po njemu ime, kakorkoli. Ulica, v glavnem, samo Abraham Lincoln, samo Lincoln. Ja, tu pa še pogled, naprimer, nekaj primerov različnih oblik cerkva v tem mestu. Pol spet. Povezava z Abrahamom Lincolnom, lahko ti poveš, kaj je to spet. Ja, to pa je njegova hiša, v kateri je živel in imajo prav organizirane ture za obiskovalce, da grejo si pogledati, sicer je zaplačati, midva nisa šla, ker je bilo drago se nama izdelo. In cela ulica je tako lepa, očiščena, pa ono takih hiš, da res si lahko predstavljaš. Ja, si res lahko predstavljaš Abrahama Lincolna, kako hodi po tej ulici s tistim svojim klobukom na glavi. In ja, res so veliko truda vložili v to, da prikažejo obiskovalcem. Ja, pa je tako iz škatlice to ne postavljeno. Ja. Tako, res, kot neka filmska za kulisa, ne, spet. Evo, to je to historični distrikt, oziroma National Historical Park, mora reči, ne, Abraham Lincoln, Birthplace National Historical Park, tako dolgo ime. Ampak ja, vse to zavarovano kot neko močeno varstvo kulturne dediščine. Evo, to še tak pogled po Springfieldu, te velike stavbe, ne, ki mogoče spominjajo tudi na bolj južni del, ZDA, pa tukaj lahko vidite, lahko posvojite ulico. Ja, ampak fora tega je, ne, da če vi posvojite ulico, se zavežete k temu, da boste eno leto skrbeli za to, da bo čista, torej občina ali pa ta lokalna vlada vam priskrbi recimo vreče za smeti, neke pripomočke za čiščenje, in vi pa eno leto skrbite za to, da je ta del ulice čist. Zanimivo praksa, ne, mogoče lahko pa nas uporabljajo to, na kateri deli. Vse to je glih ideja potovanj tudi, ne, da prineseš kakšne primere dobrih praks, pa ideje, no, samo domač kraj, ne. Ali pa jih dejansko prirediš, domač kraj, kakorkoli. In evo, prosimo še dalje pri arhitekturi. Če vam ta hiša posebej zanimiva, ali pa če slučajno veste, v katerem slogu, no, to je prerijski arhitekturni slog, arhitekturna šola, ki se je dejansko razvijala nekje na koncu 19. stoletja, začetku 20. stoletja. In je posebej značilna za Midwest, ker so te vodravne linije, pa te dvokapne strehe, ko ima ta širok previs, ne, preko to ne bi predstavljalo še posebej te vodravne linije. Ravno to povezavo s to ravno pokrajino brez dreves, ne, ki je ravno to ameriška prerijska pokrajina Midwesta, ne, in to ne bi bilo povezano z naravo in tako naprej. En izmed dobrih predstavnikov te šole je arhitekt Frank Lloyd Wright, nekaj smo ga že menjali v prejšnjem delu, če se ne motim, pa tudi na koncu, ko bomo spet Chicago predstavljali kar nekaj dobrih primerkov, tako da nekaj res lepih hiš, no, v tem slogu. Ja, in to je res neka posebnost, no, to so poskušali dejansko nekateri omenjajo v literaturi, da so poskušali na tak način svoj avtohtoni severnoameriški arhitekturni slog razviti preko teh stavb. Ampak ne, pač res zanima sploh te arhitekturni deli, kraj zato se pač posvetimo tudi pa raziščamo malo več, no, na to temo. Ampak vse, kasneje bomo mi da tudi v živo izvali potopis, mogoče več, bomo tam več o arhitekturi, če koga zanima, no, povedala. Tako da, evo, in to pol je pa novi Kapitol, ne, če se ne motim vzimo. Malo drugače pa stari. Ja. Ja, temu rečejo parlament, no, Kapitol. Ja, parlament. Če se ne motim na tak način. V glavnem, tu zaseda vlada te države, ne, Illinoisa. In pol smo, prišla do Pontiaka. Pontiak, Route 66 smo že menjala, ne, Chicago, Los Angeles. In to je eno to majhno mestece, ki pa se dejansko tako, ko je Springfield nekakšen manifestacija samega Abrahama Lincolna, je dejansko pol to predstavitev same glavne Mother ceste. Road. Mother Road, ja. Dejansko. Ja. In to je tak bivša hala pa s povezavi z bivšim gasilskim domom, ki je danes dejansko muzej, oziroma Hall of Fame of Route 66, ne. Pa še ima več drugih zbirk, ne samo na temu te ceste. Ampak v začetku lahko pogooglate Pontiak, boste videli, da imajo različne tematske poti, torej tudi pot Moralo, lahko si sprindate brošuro, ker imate značene morale, mislim, da jih je
20? Več? 24, nekaj tam. Ja, približno, ne? Ja. V tem majhnem mesecu in jih lahko dejansko greste loviti, no. Sami, ampak je zelo majhno mesece je dejansko zanimivo, no. Ima te morale, ki predstavljajo dejansko Pontiac, no. Ga glorificirajo na nek način. Vidim, ta spodna je nama zelo všeč bila, ne? Pač zgodovinski pogledi, ne? Pa pogled prihodnost, nekako bo ta cesta izgledala, kako bo izgledala dejansko okoli nje, sodobni način življenja, pa kako je prej izgledalo, ne? Evo pa še nekaj teh utrinkov, no, pa to tipično kakšnih serija pa starih filmov, ne, ta prikaz Amerike kot dežele priložnosti, recimo je ta sredinski, zgornji sredinski moral, ne, s temi nasmijanimi, ne, družinami in tako naprej, pa Coca-Cola pa to. Ja, zelo retro stil. Ja, točno tako. Evo. Te slike stita, kaj ti več poveš o tem? Ja, to se nahaja zadnji za tem muzejem Route 66, katerega so tudi pol obiskali. Veliko informativnih tabel in tega. Desno spodaj pa je na sliki avtobus, predelan šolski avtobus v bistvu, od enega zelo pomembnega človeka, ki je verjetno najbolj povezan s to Route 66, in to je Bob Waldmeier. On je pa potoval po tej poti in ustvarjal umetniška dela, bil je v bistvu zelo znan umetnik in je pač na roko risal te podobe narave, pokrajine, pač to, kar je on srečal na tej poti. In nekaj časa je tudi vodil eno postojanko, imel je trgovinico s spominki in turističnimi informacijami, pa se je vrnil v Pontiac in tu naredil nekaj svojih razstav, kasneje je tudi umrl. In v bistvu je del te Hall of Fame in tudi njemu posvečen in njegovemu velikemu delu, ki ga je naredil za ohranitev pač te Route 66. Takšen entuziastični zbiratelj je bil, no, pa taka ikona. Tukaj vidite na tej zgornji sliki, mogoče se ga vidi, je na tem dolgem muralu predstavljen. Je njegova ikona. Tako da je taka legenda v tem mestu, no, praktično. To še nekaj, vidite, morale, kako izgledajo, ko jih slikamo veliko, no, in to dejansko ni doben diner, pa kaj podobnega, vidite, to dejansko moral samo, ne. Če na prvi pogled izgleda res, kot da je pročelje stavbe same, ne da je to dejansko umetnost, pač slika, ne, oziroma ulično delo. To še pa druga posebnost Pontiaca, to sta pa ta dva verižna, viseča, ne verižna, viseča mostova. Ta se nahaja, dvigata nad to reko Vermilion, če se ne motim, ki teče skozi Pontiac. Ampak to so tako več jih eno na teh koncu, mislim, a sta samo dva. V glavnem ste videli na tem moralu, no, tudi predstavlja nek simbol tukaj, sta na vsake strani, ne, nek simbol Pontiaca, no. Tako da ja. Prav piše, da ne smeš zibati, ko si gor. Ja, piše kazen. Ampak se res imajo, tako, ampak ja, tak ostanek zgodovine, no. In tako, to je to utrajnost tega muzeja, ko si ti razlagal, ne. Ja, to je še eno vozilo od Boba, ta njegov Volkswagen mikrobus, ali kako se mu reče. In ta avto je bil navdih za en lik v risanki Avtki oziroma v animiranem filmu. Ja, avtomobili, ne? Zanimivo. Ta znan film, še mislim, ja. On ima veliko vlogo, no, res pomembno vlogo. Ampak to je veliko, od starih steklenic, Coca-Cola, pa Pepsi, ne? Tako da res veliko teh artefaktov zelo zanimivih, no. Od značk do razstave fotografij, ne, z poti, pa do, mislim, še bila razstava Titanika, ne, celo, posvečena spet vojaškim uniformom, pa sploh vojnam, ne. Tako da je v tem muzeju se več nahaja, ne samo več stvari nahaja in več tematik, ne samo na področju, na podlagi te ceste. To pa še drugi. Je bila brezplačna vstopnina? Ja. Mislim, da je bila, ja. Če se ne motim. Ja, je bila. Vse v ta muzej pa je definitivno bila, ko smo šla kasneje. Šla smo še v ta muzej, ki je tudi v Pontiacu, no, to pa je muzej Pontiac Auckland, avtomobil muzeum, ne. Torej avtomobilski muzej, te je bila znane znamke Pontiac Auckland. Zdaj na kratko, Pontiac je pa bivša znamka avtomobilov, ki je kot hčerinsko družbo za proizvodnjo modela Auckland ustanovilo podjetje General Motors.
ne, ta GM, ne, Potica. Ampak že mislim, da 33, 30 letih je ta Pontiac dejansko prerasel tisto Oakland model in dejansko sam postal glavna linija proizvodnje. 2009 so General Motors zaprli proizvodnjo tega, tako da se več ne proizvaja Pontiac avtomobili, so bili znani kot kar kakovostni avti, oziroma zmogljiva vozila, no, če sem bolj natančen. In tukaj vidite ta logo, ne, to puščico pa to glavo, ne, avtohtonega Američana, tako rečemo, ne, Indijanca, ki je predstavil dejansko ta brand. In tukaj niso samo avtomobili razstavljeni, ne, tukaj so vsi artefakti, oziroma predmeti na te znamke same razstavljeni. Zelo zanimivo, več kot 2000 pločevink motornega olja, zemljevidi in brošure poti in tako naprej. Ne. Evo, tako izgleda, ne, ta imidž Pontiaca. Ne. To bo tudi, odkot je prišla ideja za brand, oziroma za ta logotip, ne, teh avtohtonih Američanov. Ne. Mislim, da njemu celo bilo ime nekaj v tem smislu s Pontiacom. Ja, on je bil neki vrhovni poveljnik in so po njemu poimenovali in mesto in to znamko avtomobilov. Tako da ima bogato zgodovino, verjetno ta samo znamka. To bo nekaj od teh avtomobilov, ne, svetleče sve. Ja, zdaj vidite pločevinke olja, pa tu še na tej fotografiji, mogoče tako z tega. Tako zanimiv muzej, no. Spominki so bili res predcenjeni, mislim, za tam magnet, za hladilnik magnete, ki je bil tudi $15, a vstopnina je bila brezplačna, seveda, prostovoljni prispevki, ne, ampak ja, oziroma nekaj čina petine, tudi zaposlenim, ne, na tej recepciji, oziroma, ki te spremljajo v muzej, ampak ja, čudovit muzej, se vredno gleda. Tako da ja, to bila izkušnja Pontiaca. Potem smo se pa mi vrnila v Chicago, ampak še ni bil planiran zadnji del ogleda Chicaga, ne, tisto, kar še je ostalo, torej pogled na nočni Chicago z nebotičnikov, ne, in tako naprej. Še imamo kar za predstaviti, no, potem smo se pa prvo odpravili naslednji dan, ko smo v Chicago prespala v Milwaukee. Oziroma ni prestolnica, no, eno največje mesto v Wisconsinu, ni pa glavno mesto, mislim, da je Madison glavno mesto države Wisconsin, ne, ki je severno od države Illinois, tudi v jezeru Michigan. To je nova NBA arena, ne, za Milwaukee Bucks klub, Physical Forum, pa sem ga fotografiral, no, bi všeč zasnova, ta zunanji dizajn. Ja, to pa je pol center mesta, mestna hiša, recimo, ne, tu ima nekaj takšnih zgodovinskih zgradb, veličastnih in poznatnih. Tako da nama je bil Milwaukee zelo všečno, se lahko govorim za oba, ker da se tudi uživajo, no, se spomnim, evo. Ja, veš, dokaste, da se bo ti tudi zgodilo. Ja, podobno kot Chicago je v bistvu bilo, ja, Riverwalk in ti dvižni mostovi, oziroma tak, na podoben način. Ja, tudi tukaj so ti dvižni mostovi, ne. Evo, nekaj združenih fasad, različnih stavb, od pika polonic do teh znamenitih zunanjih stopnic, požarnih stopnic, ne, do klasičnih teh nebotičnikov, stare gradnje, ne. Pa to je tako neoklasicistično, lahko rekli, oziroma tako zelo baročno ornamentirano, tako stebri, koliko nekakšnega muzeja v Evropi, ne, v starem evropskem mestnem jedru. Cel miks različnih arhitekturnih stilov. En tak velik šmorn, ampak kompot. Funkcionira. Ampak ja, je zanimivo, no, mislim, jaz nikoli sem si predstavljal to v Milwaukee videl, ne, pa tukaj še nekaj primerov, evo, recimo, bolj na take ravne, vodoravne linije, art deco, bolj zaviti, oboki, ne, s podrobnosti, tako naprej. Evo, pa še čisto modernistično, ne, to pa je muzej umetnosti, ne, oziroma galerija, ne. To je tudi eno posebnost, ne, ta galerija. Žal, tudi nismo obiskali, ni bilo časa, ampak. Ja, mislim, da je bila celo zaprta takrat, ko sem bila tam. Res sem imela srečo s temi stvarmi, so se kar zapirale. Ja, veliko smo se bila na poti, ne, in se to tudi poznalo pri tem. Ampak mislim, da se celo del te strehe, ne, dvigne. Ja, ta špic na desni strani, ko ga vidimo, se v bistvu tako kot neka krila se odpre ta stranici na vsako stran. Gleda kot neki galeb, ko je ta. Ja, dejansko jadri, ne, tako se začne. A pa kot jadro, ja. Ja, napihino, tako da to je dejansko vse premična streha, to je res posebno. Se mislim tudi, to je že simbol same Wisconsin države, ne, ta muzej. To je verjetno veliko zasledili, če te Milwaukee vpisali, ali pa kaj brskali. To pa je ta na začetku, na prvi sliki je bil ravno ta Third Ward,
Historic District, to bo to staro skladiščno območje, ne? Zdaj pa tako spet prerojeno v novo namembnost, v vibrantno naselje, tudi za turiste namenjeno, ne? In tudi vidite, z ulično razsvetljavo, ki je tako poenotena, ne? Predstavlja tako posebno trip turkizne barve. In seveda svojo tržnico. In spet smo se šla gledati tržnico. Ta je bila bolj živahna kot tista v Kolumbusu, ampak kaj je razlika raznih cen? Tudi tukaj pa razen tega ti prodaja vse ostalo, ne še samo hrane, ne? Pa tudi po res, tako se povedal, zasoljenih cenah. Je tudi to, da na primer zgore, ko so tukaj se vidi samo rob, ne? Na tej strani je bilo tako posebej etaža, ko je bilo res veliko mis, kot da so v kakšni restauraciji, ni bilo samo rob, pa balkon, pa neka mis ob ograji, ne? Je bil kar velik prostor. Na tej desni sliki zgoraj, levo, če bi se obrnili. No, in tukaj je bilo na vsakem koraku, oziroma samo kakorkoli se obrnil, je bila ena televizija postavljena s tem, kar se dogaja, ali s politiko, ali s športom in tako naprej. Tudi boom te televizije je bilo tako neprijetno, da dejansko nisi mogel uživati kot nekem tržnici. Dejansko si bil, kot da si doma v dnevni sobi, ne? Pa na glas poslušaš televizijo. In bilo res neprijetno. Samo mislim na tej fotografiji. Evo. Tu še za levo za nama, recimo, je televizija donela, tako da jaz nisem bil zadovoljen, bolj sem bil iritiran. Ampak ja, poskusil sem pa novo specialiteto. Temu se reče deep fried cheese curds. Jaz sem mislila, da je to prvo neki sir, ampak potem sem šla dejansko jaz to malo raziskati in sem dotila to zrnasta skuta, ki je odsvrta, panirana v drobtinah in odsvrta in potem vedno zraven še neko makico postrežejo. Je pa to zelo slana zadeva, mi da sem komaj to pojedla. Ja. In tudi kar nasitna, tako kalorična. Ja, zelo kalorična. Je pa dobro, tako zelo slan sir odsvrt v drobtinah. Sama jed, pa ambient okolje, zelo, ki je seveda je tako stereotipno dokazuje, kako naj bi Amerika izgledala. Tako je res primerno, ampak ja, pač smo mogli to izkusiti. Mi vedno gremo na tržnice, kjerkoli se nahajajo, čeprav vedno niso tako tiste prvinske, ne? Oziroma na tak način, oziroma so že komercializirane na neko drugo stvar, da ni več tako pristega. Pa vedno morava narediti nekaj slik za evidenco, kaj se smo pojedla, probala in da si to vse pribeleživa. Ja, ker dejansko prav razliščemo, te stvari nas zanimajo, ne samo fotografiramo, tako so neke posebnosti, ne? Zato jih fotografiramo, tudi če niso zdaj to pice, dejansko ne izvira iz Amerike, ne? Ampak pač svoje oblike pic, recimo, nekaj predstavljajo pa so njihove posebnosti, ne? Ampak vseeno pač to nas zelo zanima, da se beležimo, pa raziskujemo preko fotografiramo, ne? Ja, kaj še je tukaj, ne, v Milwaukeeju. Milwaukee je tudi Harley Davidson muzej, ne? Pa sedeš, ne, če se ne motim. Sedeš to vrne. Ja, pa muzej spet. Si ga nisva gledala, ampak so šla v trgovino kupiti nekaj stvari, da sem uporabila še tisto, kar ne bo ostalo. Ampak ja, trgovina je bila dlje odprta, kot pa muzej. Ampak tudi bo nekaj, mislim, tekmovanje v Cornhallu, ne, če se ne motim takrat organizirano tukaj. Tako kar zanimivo, se je dogajalo. Ampak je res velik kompleks tudi. Ja, močen brand. In še pred odhodom nazaj z avtobusom v Chicago, Frozen Custard. Ja, to je ta krema, zamrznjena krema, bolj taka gosta, ni isto kot sladoled, ampak zelo podobno. Pa kar velike kepice dajo. Ne? Če mene vprašate, meni je isto kot sladoled ameriški, ampak tudi je zato, da loči razlike med tem. Ampak ja, meni je zelo podobno, ampak res, ja, pač Frozen Custard po njih. Ampak cene je bilo kot sladoled tiste verige, ki smo ga vzeli. In bolj so se vedeli, Chicago, zdaj pa imamo kar nekaj zanimivih stvari. Chicago za predstaviti, za na konec, Fulton Market District. Je tudi spet vibrantna sosedska z restauracijami in tako naprej. In tudi so sedežem številnih velikih megalomanskih podjetij, korporacij, kakorkoli. Mondelez, če se ne motim, ima tukaj v bližini sedež. Pa tukaj v bližini sedež ima tudi McDonald's. Kasneje pokazala fotografijo tega, če vas zanima, čeprav mi dva ne nazaj. To nekako poveličujemo, ampak zanimivo, koliko takšnih velikih svetovnih velikih ima tukaj sedež. Kar sem pa naprej, da vam pokažem, prvo sem se pa odpravila. Fulton Market smo na poti večkrat obiskala, ampak predtem smo se dejansko tu res posvetila, oziroma dala več časa si postila
tem predelu, so se odpravili na sever, na obrobje Chicaga, v vas Vinetka, oziroma to še je predel, oziroma lahko rečemo, to je pač res ono skrajno obrobje Chicaga, neko ni več čisto urbano, tako pol, ne. In smo obiskala Kevina, ne. Ja. Ne vem, če boste prepoznali za to hišo, ker je slikana bila v času poletja oziroma je zgodnje jeseni, ampak če bi bila v snegu, pa bi mogoče lahko ugotovili, da je tu bil sneman film Sam doma in da so tu dejansko živeli McAllisteri noter. Ja, to je ta hiša, no, v katero sta ta bandita ruparja, ne, čakala priložnost, Kevina, ko bi Sam doma, pa ima prekrižal načrte. Ta hiša tudi prodaja, ne, smo videli na teh turističnih portalih, ne, a takrat se je prodala, ja, tu pa še vidimo kamere, pa sporiti tablo, prosim, da ne pristopate me in tako naprej, ne, tako da se vidi, da verjetno to res tak turistična vroča točka, rekel, te filmskih turistov, na nek način tako midva, da sem pogledati to na mesto, si želel to celo vas pogledati, ker to je ena najbogatejših sosesk na splošno v Združenih državah Amerike, ne, velikrat jo na teh revijah omenjajo kot zelo bogato sosesko, to Vinetko, to vas, videl sem to videla, ker so ob 11. uri dopoldan, vsi v polomajicah, se sprehali svoje čivave, se vozili svojimi terenci, prevoz avtobusi so popolnoma prazni, samo midva pa šofer gor, verjetno je to izkaz družbene ekonomskega statusa v tem kraju, ne. Tako da ja, vidimo, da res prepoznajo vsi gledalci, hiša to. Tako da mora se tudi to, ne da želimo tega poveličevati, ampak se želi videti, no, to je ta drugi del Chicaga. Imamo južni Chicago, ki je poznan kot tisti poln tolp, pa tega kriminala, pa zločina, pa ne vem, streljam vsega, pa severni del Chicaga, ki pa je res, ne, neki bogataški del, ne, čist drugi svet, ne, Vinetka. To pa je pol sosednja vas, v bližini tega kraja, to je bil pa glavni razlog, zakaj smo šli tako na sever, ne samo zato, da smo si hišo gledala. Ja, prvo lahko to je Teja odkrila dejansko na Google zemlje videla, to zgradbo, sliko, in potem smo se odločili to poiskati. Ja, ker na Google zemlje vidih je zelo tako posebno izgledalo in sem jaz rekla, da morava iti pogledati. In to je tempelj bahajstva oziroma bahajske vere, ki je namenjen celotni Severni Ameriki. Je drugi tempelj na svetu, ki je bil posvečen tej veri in edini, mislim, najstarejši, ki še stoji. Bahajstvo je pač ta neka bolj novodobna religija. Ja, to smo brskali, da to je ena najmlajših svetovnih religij trenutno, ne? Pa mislim, da je bila leta 1844, šteje kot nek uraden začetek, oziroma v sredini 19. stoletja, in je prišla iz takratne Perzije. In mislim, da je bil tu prav napisano, no? Ta Bahá'u'lláh je bil ta svetnik, kakorkoli tisti, ne, učitelj teh nauk, ki je dejansko to prinesel. Je bil nek nezadovoljen pripadnik, oziroma človek, no, ki bi tudi menjal veroizpovedi in na ta način hotel združiti dobro vseh veroizpovedi. To je nek tak velik sistem različnih religij, ker povezuje, ne bi povezovalo vse komponente dobrih religij. No, in so imeli namen ustanoviti in je ustanovljen en taki tempelj, svetišče na vsakem kontinentu sveta. Sedež pa mislim, da je v Haifi, kjer so te bahajski vrtovi, znani kot UNESCO dediščina, ker tudi sedež na te veroizpovedi. Mislim, da ima več kot 8,5 milijonov teh sledilcev, no, oziroma ljudi, no, pripadnikov nek način. Pa tudi v Sloveniji je njihova skupnost. Točno, ja, to je tudi v Sloveniji. Vse tu pa prikazno, smo fotografirali to pročelje, tako vidite na levi. Razne simbole z različnih vrstov, ne? Davidova zvezda, križ krščanski in tako naprej. Tako da je pa lahko sklepati, da so ta pripadniki te veroizpovedi v zgodovini tudi preganjani, ne? To je tudi en izmed razlogov, zakaj je leta 2008 prišlo do tega vpisano UNESCO svetovno dediščino, ne? Ti bahajski vrtovi, pa na nek način en dodatno pomoč pri varovanju te veroizpovedi, na nek način pa pripadnikov te veroizpovedi. In ima tudi dogovor, ne? Ker se to nahaja v Izraelu, da jih dejansko Izrael pusti pri miru. Je pa res, da pač ni dovoljeno, da bi jih se nagovarjalo dejansko Izrael oziroma tiste Jude, ne, da bi lahko prestopili v to veroizpoved. Tako da, ker to prinaša velik dobiček v tistem kraju, ne, kot turistična atrakcija, je očitno so našli nek sistem sobivanja, ne, ker vemo, da lahko to pripelje do velikih konfliktov na Bližnjem vzhodu, recimo, ne. Več o tem pa ne rabim govoriti v tem trenutnem času, ker vemo vsi, ne, spremljamo. Tako da ja.
malo neprimerno, takoj zatem, ampak ja, to pa je sedež McDonald'sa in sem ga sam pogledal, vidim, kako to zgleda ta korporacija. In tukaj je pač tudi sam McDonald's, sem šel v ta McDonald's poskusiti, no, kakšen dejansko koncept restauracije in tukaj ti res postrežejo kot v restauraciji. Sej ti prinesejo na mizo tudi kje druge, ampak tu pa res naročilo pri pultu, tudi možnost preko tega ekrana, ne, ampak pol ti dejansko prinesejo, pa ti lepo postrežejo nekaj bolj pristen odnos kot pa kjerkoli druge v katerekoli verigi hitre hrane na nek način. Zato, ker pač tako neko testno okolje, ampak v glavnem toliko, da to kulturo hitre hrane tukaj prikažemo. Ne? Ja. Pa še ena posebnost, ne? Ja, to je najne kokice. Mislim, ta veriga Garrett's Popcorn je prav iz Chicaga in je zelo znana. In najbolj poznana okusa sta karamela in cheddar sir, ne? In če si vzameš pač ta miks, dobiš oba okusa v tako kovinsko škatlico spominsko, ki sem mi da tudi vzela domov. Ampak nisem imela preveč dobre izkušnje s temi kokicami. Ne, jaz sem bil kar dobršen del noči na stranišču. Tako da ja, mogoče še nisem privadil na njihov to tip hrane, ampak ja. Ne, če bilo vredno ravno, ampak je pač posebnost, ne, kar sem rekla karamela, pa cheddar sir. Ja, cheddar sir. Ampak, no tako da mogoče malo budete previdni, ampak ja, so pri meni. Gledam. In potem smo še odpravila en dan v ta Frank Lloyd Wright Historic District, ne, ta en predel, taka soseska. Te hiš, tako je podobno Old West End, ampak pač modernejše hiše. Ker je veliko hiš ravno v predijskem arhitekturni stilu, pa tudi drugi viktorijanski in drugi arhitekturni stili, šole, kakorkoli. In ti greš dejansko tam v tisti njegov atelje tega arhitekta Franka Lloyda Wrighta in dejansko kupiš brošuro in imaš ta zemljevid tega distrikta in dejansko hodiš od hiše do hiše lahko. Ampak to so normalno, tu ljudje živijo, to je normalno bivajoče nekaj spalno naselje in te prosijo, da si odgovoren turist, obiskovalec in dejansko ne prehajaš na njihovo zelenico, na njihovo posest, pa oddalec slikaš in ne nekako posegaš njihovo življenje ljudi, ki dejansko to noč živijo. In zelo zanimivo, ko se do mene sprehaja po teh ulicah v tistem delu dneva, razne številni turisti, ki dejansko fotografirajo, ampak ne, da bi bilo prekomerno. Tu pa tam, in se takoj prepoznamo, mi smo na lovo pa to hišo, si mogoče preščepenemo, kje je kaj, ne, ker so tudi med drevesi skrite, bolj tak, ampak je res ogromno število hiš, to se da lahko vzamete cel dan, da obiščete to celotno sosesko, ne. Ja, to je nekaj primerov, kot neka ljubitelja, ki se tukaj podala, ne. Je bil kar izjiv najti vse te hiše? Ja, ni bilo tako lahko, ne. Nekateri tudi na Google Zemlji vidijo označene kot spomeniki, no, sem to videl, da če te približajo tisti del Chicaga, to je bolj zahodni del Chicaga, ne. Tako da, tudi metro linija, ta Chicago L vozi sem, ne. Pa seveda njihov avtobus, ne, sem moral postaviti fotografijo. To se je tega žela celo pot, da dobimo eno tako lepo fotografijo tega šolskega avtobusa in na koncu smeri sem, pa tudi tega gasilskega avtomobila njihovega, ne, oziroma tega tovornjaka gasilskega, ne, ko ga vidimo v številnih serijah lahko. To pa je primer predijske arhitekturne šole Franka Lloyda Wrighta, Ruby House, ki pa je na južnem delu Chicaga, pa tudi skupaj z ostalimi primerki, mislim, da jih 8 po celem Midwestu, pa širši Ameriki, ki so skupaj pisali na UNESCO seznam. To pa je primer tega arhitekture in vidite to. Vodravne linije, bolj opečnato, pa to previse, ne, velike in tako naprej. In to je bil simbol bil povezava z naravo, oziroma z ekosistemom, mislim, s pokrajino samo tega območja Midwesta, širšega ameriškega območja, ne. Po drugi strani, pa gre tukaj tudi za dejansko to povezavo z obrtništvom. In to bo v tistem času, ko je ta arhitekturni stil se razvija v skladu z gibanjem Arts and Crafts in je bil namenjeno povezava obrtništva. In to je bil nek opor proti utež takratni razvoju, industrijskemu razvoju, masovne proizvodnje in tako naprej. To vse se dejansko zna prepoznati iz načina dizajna teh stavb, zgradb. In to je tako vse, da smo si pač vzela čas in to raziskala, bolj podrobno. Ja, še kulinarične posebnosti naprej. Ja, nisem mogla mimo te Billy Goat Tavern restauracije, kjer v bistvu samo hamburger strežejo. Je to lokacija originalna, sicer jih imajo po mestu več,
ampak zakaj se tako imenuje, zakaj je ravno Billy Goat? Ker včasih, mislim, prva ta restauracija je bila na stadionu, košarkaškem stadionu, United nekaj center, ne? Ja, United Center, mislim, ja. In je nek tovornjak s kozami peljal mimo in je ena koza dol padla iz tega tovornjaka in je prišla v to restauracijo in ta lastnik, ki je bil grški priseljenec, jo je posvojil in svojo restauracijo poimenoval po tej kozi. Ampak je zelo popularno, ne? Je pa dansko ta Wecker Drive, ko smo ga v prvem delu govorili, ta večnastropna cesta, ne? V spodnjih etažah, kot nek tam, kjer bi pričakovali, da boste Evropani. Fajn je skrito. Ja, pa veliko novinarjev je hodilo iz tega Chicago Tribune v tem podzemnem delu sem na kosilo, ne? Prav pa tukaj je znana ta stena slavnih, ravno teh novinarjev in tako naprej. Tako izgleda znotraj. Pa tudi zelo ugoden semič, ne? Mislim, semič, hamburgeri, ne? Mislim, da bo $5 samo, ne? Ampak ti on dansko samo pleskalice spek, prosi si pa ti dansko sam dal noter, koliko už imel kumarc, čebule, omake in tako naprej. Tak res spet hitro tekoče trak, ne? Ampak vseeno posebnost. Pa še ena posebnost. Ja, to pa je sladoled s 5 okusi, prav značilen za Chicago tudi. Okusi so pa čokolada, jagoda, pistacija, en okus je Palmer House iz tega hotela in še pomaranča. In to ti tako gor nagrmadijo na ta mali kornetek. Cena je tudi, ne vem, $8-9. Ja, za en sladoled, ne? Za en sladoled, ampak 5 okusov pa še res nikoli nisva jedla naenkrat. Pa zelo hitro se topi, tako da praktično v tistem trenutku ni časa za fotografiranje, to se že vidi. Zato pa je tudi plastični nastavek spodaj. Ampak še je dovolj veliko, da pride preko, ne? Ja. Ampak ja, pač če boste poskusili, so ima nekaj poslovalnic, še pa ta park, tu naprej je tam Millennium Park, to moče ob Michiganskem jezeru. Kako se še gleda to, mislim, kako se je že reklo te fontani? Buckingham fontana. Ampak ni povezana z Veliko Britanijo in Buckinghamsko palačo, ampak po nekem človeku se imenuje, ki je pač bil nek filantrop v tem. Bo tak tudi lepi razgled do zakulisov na nebotičniku, še malo dlje. Pa še ena veriga, oziroma veriga, mislim, tudi ena izmed 2 poslovalnic, ki smo mi zasledila, Šoval je bila prva, to pa Small Šoval, če sem prav izgovoril. In smo se na pot vzela, to bo zadnji večer, ko se bo tukaj, to za najboljše fotografije pridela, si vzela hamburgerje za sabo. Mislim pa, da to po enem komercialnem, lahko rečemo, kulinaričnem vodniku na spletu, Buddy Burgers, če se ne motim, mislim, da 5. najboljši burger na svetu, ali 4. najboljši burger, po njihovem seznamu, ne? Ki pač ocenjuje burgerje. In smo si ga dansko vzela in je zelo okusno, in privoščila sem si ga pa ravno na Riverwalku v Chicago, ki sem ga predstavila v predelu. Tukaj vidite stavbo, sedež Britannika in tako naprej Riverwalk. In tukaj smo dansko večerja zadnjo večerjo v Chicago in uživala. Največja atrakcija so bile ravno te luči. Ja, je treba to doživeti zdaj samo za fotografiranje, res posebnost, ne? Pa tudi veliko ljudi se zgrne, tukaj muzika glasba se predvaja v teh barih, ne, veliko ljudi na pijačo, zelo lepo, mislim, se fajn sprehodi v tem času zvečer. Poprijetno, hladno, ni preveč vroče, tako v septembru, idealno, tako da. In potem smo se pospela na tisti stolp, nebotičnik, ki smo ga kazali čisto na začetku prvega dela, tako da si ga lahko, če vas zanima kaj več o tem nebotičniku, si lahko takrat pač pogledate prvi del, če še niste. In smo se podali torej na razgled, oziroma ena najvišjih nastropij, odkje je tudi razgled in tukaj so si privoščili tudi eno pijačo. Predtem so si pa privoščila pijačo, smo imela kar eno adrenalinsko izkušnjo, ne? Ja, to je ena izmed najvišjih stavb v Chicago. Jaz sem se odpravila na Tilt. Prej smo bila na Skydecku, v tistem Sears Tower, oziroma Willis Tower, kot bi rekli turisti, ki je na 400 pa nekaj metrih, no tukaj sem se podala v Tilt. Vsaka stvar je drugačna tam, pač greš neko stekleno komoro, neko stekleno kletko, pa stopiš dejansko na stekleno tla, pa si jo gledaš dol Chicago tukaj. Pa samo z tega kota sem lahko fotografiral, tako da ti lahko boš kakšne izkušnje, pa to, kaj sploh to je. Te spustijo noter v ta prostor, kjer so ta okna, in ti postaviš čisto do roba stekla in se tako primeš za te ručke, ki so
tam, ko je ta ko so barvne lučke, se tako primeš in se v bistvu moraš z nogami čisto do roba stopiti in se tam zahaklaš tak. In pol gospa klikne na gumb in se ti tako začne tako naprej nagibati. Ne vem, koliko se nam gre 25 stopinj ali koliko... Deluje kot 100, več kot 100. Ti bolj gledaš, kako se ti to vedno bolj se nagibaš in prvo se malo nagneš, pa spet nazaj gor, pa spet malo bolj naprej nagneš in Mila so sam čakala, kdaj bo konec. Je malo, mislim, če koga strast višine, logično to se ne priporoča, ampak deluje kot res po pravim kotu, 90 stopinj za nagneš. Jaz sem imel tako občutek, da ležim že na steklo, ampak praktično nisi stabilen, ker čutiš to, da si na teh rokah nastavljen, dejansko imaš steklo, ampak ti si upiraš na roke. Noge nimajo funkcije, da si stabilen. Res, malo se pa igra s tvojimi čutnim zaznavanjem, tako da je pa doživeti, še posebej pa zvečer, ko vidiš te lučke, pa trikrat se nagnil, če se ne motim. Upam sem, da bo res bilo blizu mene, da če bi bilo treba, da me zgrabi, zadaj za majico. Tak slučaj. In tak še pol so razgledi, fotografirali smo s telefonom, samo nismo imeli fotoaparata s sabo. So si pa kupila ta paket, v katerem dobiš tudi pijačo, poleg oziroma en koktejl, pa to lahko obdržiš. To za ni ne vem, kakšen vredni spominek, ker je to tak poln risov, plastični kozarec. Ampak dobro, kot spominek, pa že da marketinško zapakirajo, to nek dodatek izkušnji. In tak še se pogleda tu prostor, ko smo samo lep parket, pa razgled dol v tem delu. Ampak to velik prostor, se z ene sobe v drugo pomikaš do bara in tako naprej, do tega tilta in tako lahko se opazuje vrvež Chicaga. In evo, vedno smo šli na tavlo, naslednji dan, zadnji dan, sem pa rekla, kaj še nismo izkušali v Ameriki, izkusila, to je tipičen ta diners, pa sploh, ne samo kot da greš tja na večerjo, ampak tudi na zajtrk. In ja, smo še enega najbolj značilnih in tudi en najbolj poznanih na Route 66, na cesti 66, to je Lou Mitchells, ki je zelo nabito poln takrat, ampak se nas... Komaj so dobila mizo. Po tajni zaslugi so dobila prostor v tem, evo, in za nekoj še pokažemo to tipični ameriški diners, tiste, ki zanima. Lahko ti predstaviš, kaj se smo tu jedla, pa pedni pokažem si. Najprej smo si naročila kavo in pride natakar s tem velikim vrčem kave in ti natoči. Ko ti 2 požirka spiješ, pride še enkrat in ti na novo natoči. Kot v filmu, ti tankajo tisto kavo in potem si midva naročila, seveda, pravi ameriški zajtrk, jajčka, slanino, popečen toast. Jaz sem imela taki sendvič, Tilen je pa imel v ponvici, pa dobila sem marmelado, pa maslo. To je res taka zajetna porcija. To nas je že čakalo, marmelada pa maslo, to je že bilo pripravljeno na mizi. Še pozdrav z kuhinje je bil, taka miška z tem krhlom pomaranče. Ja, kar bogat zajtrk, lahko rečemo, pa primerno svoj ceni, kako $30 za obalo malo več. S tem, da čeprav je pri njih kava, dejansko ta voda, v tej karafi, kako lahko rečemo, ni za taka prava kava, gosta bolj. Smo pametno naročili eno kavo, s tem, da smo vsak, tako kot ti dejansko zmanjka, ti je kar pride na lit, in smo bolj spila 2 kozarca. Se splača prišparati mogoče na tak način. In da smo res bila lačni, dokaz. Vse smo benč. Ja, ampak tak diner izkušnja, ampak res, veliko. Koliko natakarja je tukaj takrat delalo, če ne 6-7, to je res gužva, tu se fluktuacija gostov hita, to so menjava. In to so verjetno ljudje, ki grejo po službo, ali pa ki so tukaj v pisarnah, kakorkoli, drugi vsi, ki so pač danes v Chicagu, to je res busy. Pred 9 je fajn biti tam mogoče, mi smo šli tako 9:30, in je bilo že kar nabito polno. In če želite noter sedeti, čeprav zunaj se pa tudi najde prostor, ampak če zapiha, v Chicagu je, evo, in tako smo prišli do konca najnega popotovanja po ameriškem Midwestu. Hvala, da ste bili z nama v obeh delih, zaključujemo torej drugi del odkrivanja Midwesta. Ta epizoda bo dodana k ostalim na YouTube kanal Popotniškega združenja v okviru kot YouTube posnetek in v obliki podcasta na temu namenjenih aplikacijah, kot so Spotify in tako naprej. Se pa še pojavilo na koncu eno vprašanje, na katerega bom sedaj odgovorila. Tako da predtem se poslovimo, evo še vprašanje od Anje, torej ali ste se kaj zredila po vsej tej hrani.
Ja, jaz sem prišel 2 kg lažje domov, tako da ne vem, ali je bilo to povezano s stresom na potovanju, ki se je ali pa zato, ker smo toliko hodili. Mogoče so kompenzirali te velike obroke z zelo skupimi zajtrki in malicami. Ja. Teda dejansko niso vsaki dan jedla tako obilno. Ja. Samo pač te parkrat. Amerika je vseeno draga, ne? In na nek način smo poskušali, če ima kakšno posebnost, smo poskušali to posebnost, ne, okusiti, pa čim manj zahajati te hitro prehrano, ker to je še vedno najbolj cenovno ugodno. Ampak, če smo našli možnost, smo tudi pripravljali, oziroma kupili to pripravljeno hrano, dala na hrbnik in tako naprej, spet kruh pa marmelado, če je šlo, ne. Tako da na nek način smo jedla kar zdravo za te razmere, no. Ampak je vseeno drugačno. Ja. Tako, res je, ja, iščemo, tako da Nataša komentira, iščemo tisto, kar je v ozadju, oziroma kljub temu, da je Amerika enim popotnikom ne ustreza kot takšna, no, komercializirana država, ni zdaj to neka eksotična država, ki je dejansko, imaš vse dejansko pri roki, ne, si bolj varen, dejansko ni to zdaj država, ki bi se dejansko bil, pa ne ve, kaj zvečer narediti, imaš vedno hotel, imaš vedno prevoz, nekako se da znajti s tem državam, ampak še imaš se kaj zanimivega skriva, no, sploh kak je ta država takšna, kot je, ne. In tudi na nek način spodbijanje stereotipov, ali pa njihovo dokazovanje, kakorkoli. Tako da ja, in na tej točki zaključujemo predavanje, če vas zanima kaj več, še bomo kasneje v prihodnjem letu izvali kakšne potopise v živo, tako da lahko tam prisluhnite več, ker bo več podarka tudi na arhitekturi in tako naprej. Hvala, da ste bili z nami, do naslednjič, veliko potujte, lepo se imejte in se gledamo v naslednjem delu v prihajajočem novem letu, tako da lepo bodite in bom vojaž.